Pred 20 oziroma 30 leti je bil avto slep in gluh. Vse je mogel narediti voznik. Ampak na nek način razvoj umetne inteligence je avto dal čutila, ne? Dobro, ampak ta čutila še vedno ne uspejo preprečiti vsake voznikove napake, če pa voznik zrel pa osredotočen, pa uspejo marsikaj preprečiti, to je pa res. Že, ampak nesreče se še vedno dogajajo. Dogajajo se pa zaradi tega, ker ljudje avtomobilsko pamet razumemo vsak malo po svoje. Včasih toliko narobe, da so se okrog tega razvili, mislim, že cela serija mitov. Res je, jaz imam enega, prvega najbolj pogostega, Tesla voz sama. A ni to tak? A ta z avtopilotom? Ja. Y? Y-ka. Dajmo preveriti. Ne. Ti greš tja na uno stran, avto voz sam. Vse smo rekli. Malo sem še rasti prvi video sezone, vse se bom unesel. Kam gremo? Gremo v atmosferski brlog. Jaz se še kar prepenjem, čak. Ne, v Isofix sem se hotel. A Void Ferris ali ne? In? Tesla Drive. Tesla pelji. Tesla vozi. Vozi Miško. Miško vozi. Tesla pelji. Vozi. Hej Tesla. Start driving. Let's go. Come on! Fanta. Znači bo. Mito vržen? Mito vržen. Mit številka 2. Vsak sodoben avto zabremza sam. Da se pa to zgodi, mora biti opremljen s sistemom proti naletu s samodejnim zaviranjem, ki predstavlja temelj avtomobilske pameti. Ampak tlele so pomembni tudi drugi dejavniki, ne? Recimo vreme, megla, hitrost. Kaj se znajde pred avtom? Kakšna je podlaga, pa predvsem, katere avtomobilske znamke je avto. Čak se malo. Imaš sodoben avto, ima sistem, pa za začetek ni nujen, da bo sam zabremzal, malo je odvisen od vsega tega. Naredil bo vse, da se ne bo zaletel, ampak dajmo probati. Zdaj daješ povedati, da gre za volan. Saša. Greme za volan. A greš ti pred oviro? Ne, oprosti kolega, ti si na vrsti. Mit številka 2. Potrjen ali vržen? Potrjen, bi jaz rekel. Ima pa svoje omejitve. V tem primeru je bila to hitrost, smo videli, ne? Tudi folk pa pamet. Pa vsak avto ima zraven radarja tudi navodila, prebrati jih pa, če ne bo mogel ustaviti, se bo pa saj potrudil ustaviti. Jep, pridi. Pejt. Telemark. Mit številka 3. Sodoben avto se sam ustavi, pa sam spele. Bomo videli, če ima dovolj zmogljiv radarski tempomat, pa samodejni menjalnik mora imeti. Hitrost, Ciril, prosim, 80 km/h. Evo, 80. Evo, sem pa jaz zabremzal. Bremzamo. Evo ga, zažlajfal. Prvi del mita potrjen, zdaj moram pa še speljati. A bo speljal? Spelu je. Mit potrjen. Ciril, mit potrjen. Mit številka 4. Avto sam spele ovink. Ne spelje ga sam. Avto vozniku pomaga v ovinku ohranjati smer, pa voznik mora imeti skozi roke na volanu. Tako da, kar se mene tiče, je tale mit že vržen. Čak. Samo. Sem smo prišli stvari preveriti, ne pa na pamet govoriti. Zato pa grem jaz vozati, video pa komentirajte. Tlele ven. Boš videl, da ga ne bo speljal. Čak, lej. Povem. Bomo videli, no, pa se zato smo tukaj, da probamo. Ok. Zdaj si zelo pogumen. Zelo pogumen, ker vem, kje so omejitve sistema. Ja, vem, ampak veš, da sam avto začne zavijati, ne? Ker smo vrgli ta prav mit. Pa le kakšen radij je, mogoče bo speljal, ker ni toliko dolg. Avto ne vozi sam. Zdaj 560, taka prijetna podeželska vožnja. Prihajam, tempomat nastavljen na 60. 60. 100 let že vozniki vozimo avtomobile. Vem. Pa še 100 let jih bomo vozili. Prav zaradi takih ovinkov. Smo tik pred ovinkom. Op. Aha. Sam šel malo čez črto. Čez črto. Wow. Ej, ni mu ratal. Fanta, kolikor sta videla, tole ne bo šlo. Avtomobili ne vozijo sami. To smo že na začetku povedali. Mit je ovržen, to smo dokazali. Pa za nalaž smo vzeli Teslo, ker Tesla, ne? Naj bi take zadeve, naj bi ležale. Fanta, a onga sta že slišala?
da pomaranča lahko vozi avto. A to je on internetni, najbolj klasičen. Stari, jaz sem človek interneta, pa to res še nisem slišal. Baje, če z pomarančo obtežiš volan, prevaraš avtomobilsko pamet in pol ne rabiš imeti rok na volanu. Meni se to zdi res neumen, ampak dobro, štekam, vem, v čem ne bi bila fora, no? Ampak dajmo probati, ker me zanima. Naštimamo tempomat, Ajde, daj. oziroma avtopilot. Damo pomarančo not. To si ti naredil, ali on naredil? Ne, sam. on je naredil. Hotel je zaviti desno, ker je videl špuro. Apply slide turning force to the steering wheel. Zdaj vidi, da ni rok na volanu, ne? Vidi, da ni rok na volanu. To v bistvu sistem preverja, a vidiš? Zdaj bo sam ustavil. Zdaj bo ustavil. Kaj pa le rečemo, mit ovržen? Mit je ovržen Peška ne more nadomestiti voznikovih rok na volanu. možganov. Možganov. Miti, kaj vemo? Ene smo potrdili, druge smo ovrgli, ampak v vsakem primeru smo ugotovili, da avtomobilska pamet lahko pomaga voziti avto, ne pa voz avto sama, ne? Sistemska pomagala sprejemamo z odprtimi rokami, ker se hudo dobro zavedamo, da nam pomagajo biti na cesti bolj varni. Ne, tudi so nam že pomagali. Ja. In tudi nas tri že kerkrat rešili, da nismo kakšno neumnost ušpičili. Ej, daj ti meni nekaj drugega povej. A ti poznaš kakšen pripomoček tehnološki, da ti pomaga biti boljši voznik? Poznam. Aplikacija Drive. To je tisto, ki naštimaš, daš v predal, pozabiš in doma preveriš, kje si ga biksu. Pa kje imaš rezerve. To je to, pa še kakšno nagrado lahko pobašeš. Ampak veš, kam je pa najlepše? Ja. Da smo dokazali, da so vočke za v mikser, ne za v avto. Jaz nimam tega driva, jaz moram to sneti. Ja, A? ja, A so res ene nagrade tudi? Ja, ja. Kam pa greš, zdaj v avto? daj pelj me domov.